Številni domači in tuji ulični umetniki so v času festivala v zgornji del glavnega trga, ki so ga v ta namen zaprli za promet, privabili ogromno obiskovalcev vseh starosti, ki so v predstavah resnično uživali. Najbolj seveda otroci, nekateri pogumneži so na odru tudi nastopili. Drugi se po koncu predstave družili z umetniki, spet tretji brez strahu stopili pred naš mikrofon in poznavalsko ocenili predstave. Luštno je bilo, pa prva predstava, ki je bil nek Loven, je bila najboljša, pol druge so bili pa neki tako, ko so plesali, pa so bile malo manj dobre. Zelo sem vesela, pa zelo lepe predstave imajo. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Ja, dobro ste plesali. Rudi Potepuški je v Novo mesto prvič priplesal leta 2008. Po nekajletnem premoru, ko zaradi pomanjkanja denarja v založbi Goga festivala niso mogli prirediti, pa so se na veselje vseh ulični gledališčniki vrnili nazaj. Po tolikih letih se je Rudi vrnil zagotovo za voljo tega, ker je pač 650 let Novega mesta. Mestna občina je prepoznala ta projekt kot izjemno kvaliteten. In njegovo izvedbo tudi finančno podprla. Rudi Potepuški, po katerem se festival imenuje, je namreč mestni zabavljač, ki je Novomeščanom v 3 dneh prinesel ogromno veselja in zabave. Mi smo zelo veseli, da so se ljudje v takem številu odzvali in da so prišli pogledati festival in podprti ulično umetnost. Program je bil izredno raznolik, tako mladi kot starejši so v predstavah lahko našli kaj zase. Organizatorji festivala namreč verjamejo, da glavni trg kot prostor ter ulična umetnost kot oblika umetnosti pripadata vsem. Festival se je končal v soboto zvečer s koncertom Nece Falk z legendarnim mačkom Murjem in Muco Maco. 4 urne bele miške in za njimi 4 mačke. In za njimi 4 psi.